Lep pozdrav. Danes sem se odločil, da bom govoril o zmenkih in ženskah, katere so primerne za jebačino. Se pravi, jebačina ali enakovredno seksu ali, ko bi rekel, zmenku za eno noč ali zajebancija, jebavanje, seksanje, ljubljenje. Se pravi, zmenek brez obveznosti. Se pravi, če ste potrebni oziroma če si želite žensk oziroma zabave, si morate nekako to pridobiti. In kako zdaj to pridobiti? Jaz pravim, da treba imeti en načrt, en poseben načrt. Prvo treba si najti določeno občinstvo oziroma določeno sekcijo žensk, katere so primerne za to. Ne more vsaka ženska biti temu primerna. Vi morate določiti, vi morate vedeti, da so vedno dve vrsti recimo na okroglo žena. Se pravi, prva vrsta so žene, ki jih boli briga, ker nič ne dajo nase, ker pač so bolj take lagahne, lahke. Ne mislim lahke kot lagahne na vagi, ampak lahke kot v smislu mozga. Te žene se razdajajo skoraj vsakmu, nima veze. Ko so mlajše, se vsakmu, a pa ko so malo starejše, pa one malo dvignejo ceno in vidijo, da od tega ni nič, ker treba jesti, papati, treba živeti in brez dela z delom ne morejo živeti, lahko živijo, da dajo svoje, prosti izraz, pečke. In one potem začnejo se, kako bi rekel, prodajati. Ne prodajati tako, da stojijo na ulici, pa da daš 100 evra, pa radiš od nje darmar, ampak prodavati tako, kao na malo bolj prefinjen način. In to je način kao gluma. In ona se začne v bistvu zavedati, da ona lahko trži svoje telo in svoj facu, če je še v dobrom stanju. In kolikor je ona dobra, v bistvu vizualno, toliko ona ima visoke cilje. Zdaj, če je ona nikakva debela, mala, smotana, pol ne more glih neki diza ciljeva, ker niko je neče. Če pa ona malo tako suha po naravi, genetski, pa če ona nič ne dela, ona zgleda dobra, ki je oblečena, ako se sleče, katastrofa. Ima tiste stranske airbagove, visi, grbava, gujica, plahnula in ta lahko neki srednji rang ljudi dobi. Če pa ona huda, se pravi, da ona trenira, da ona ne jede ništa, da ona se pazi, goni se. In to pa ona misli, da je neki bog. In ona pa gleda ljudi oziroma muški, ki imajo tole. A muški, ki imajo tole, so lahko bogati od rođenja, se pravi family, lahko so ukrali, delali malo se veste, v njih substanciji, zaradili, lahko so pa pač, kako bi rekel, otličara sinovi. In ti mudonje niso nikoli puščeni, oni sami. Oni vedno puščajo žene. Ja. Oni ne pa te, ker te žene njih se ne pustijo jih, one se drže njih. Prav skratka, da malo skratim, in te žene se začnejo prodavati. In zdaj vi, pač ko ste mladi, boli vas briga, klepate, jebete, masirate, razvaljivate, špricate, nema, kaj ne delate v teh ženah. A ko ste pa malo stariji, pa se pa malo vprašate, kaj bo od mojega življenja. A bom jaz bil večni jebač, pa za mnom ne bo ostalo nič, a bom jaz neko ženo si najdu, da mi kuha, pere, čisti, da mi rihta familijo, in se odločite, da boste začeli malo gledati tu selekcijo. Ampak ker smo mi moški, ko moški mi hočemo, da je ona huda. In če je huda, ponavadi je pokvarjena. Ampak vse so izjeme, ampak ponavadi niso. In zdaj, kako jeti na zmenk s tako ženetino, ki je v bistvu kurvetina, sponzoruša, pleharca, ki je špička, grabuša, golddiggerka, in vedeti, da je to samo na seznamu za jebanje oziroma za izkoriščanje in ne za ženitvo. Jaz sem naredil en spisek, po čem vi morate v bistvu vedeti, kako se obnaša do take ženske. Prav, če ste vi ugotovili, da ta žena ni za ženo, ampak bolj za fufico, ljubavnico, kurvo, jebačico, rupo za bacivanje odpadnog materijala, potem imate v bistvu tukaj eni mojih par nasvetov. Prvi nasvet je, babe za jebačino. Prvo, kar morate imeti, je prvo pravilo hud avto. Če nimate hud avto, pa ste ga najbolj po celoj dolžini. Se pravi, hud avto mora biti ili sveta njemačka trojica. Znači Mercedes, to je prvi. Onda BMW, pa Audi. Se pravi, Bog da pridete s kakšno Alfa Romeo.
ili da pridete s kakšno Hondo. Mislim, Honda je zakon, samo žene tega ne vejo. Kaj ona ve, kaj je dober avto? Ona sam ve, kaj vidi na televiziji, ok, v redu, Ferrari je to, ali zato morate v Monaku živeti. In se pravi, če nimate hudega avta, najvalite, Bog ne da prideš z busom. Če nimaš za avto, vprašaš kakšnega kolega, dej posod, ono, če je dober prijatelj posodu, če ne, renta kar, jebi ga, žrtvuj 100-150 evrov i prid. Žena bo pukla 100%. Potem fake obleke. Se pravi, one se pale na Armani, Gucci i te fore, kako bi rekel, prdači, smrdači, in če nimaš tega, jaz ti drugega ne morem svetovati, kot da greš v Bosnu na pijacu in kupiš fake robo. Dobri so. Turska dela zelo dobre, kineska tudi. Jebi ga, oni so tako in tako že na pol čorave, ne vidijo in ti njih hitro zajebaš. Se pravi, moraš se ga skockati. Obvezno ponaredek sad. Obvezno. Nek čim večji, s čim več krugiča. Zato, ker ona kao pol vidi, ona, taj sad. Vse ona ne ve, kaj gleda. Sam gleda hudo, ne. Potem treča fora, če nimaš denarja, obstaja printer. Vzameš pa sprintaš pare. Napriješ en kup tako para, zamotaš in daš ta pravo novčanico, se pravi, ta prav denar, ene 500 evrov daš po vrhu in zamotaš z elastiko. In ona ka vidi pare, in to imajo v enem žepu, kao ti ka plačaš, ajoj, ne ta. In drugega tam, ka imaš ta prav denar siča. Potem četrti, laži, kolikor lahko lažeš. Muti, da si glumac, da si privatnik, da si političar, da imaš para, da poznaš unga, da si bil zuno, da si putoval tja. Čim več boš lagal, boš bo. Ker one živijo v tem svetu. One gledajo te razne limonade, one mehiške in to, in one sanjajo, kako bojo one bile v tem svetu. In ti pa lažeš, da imaš ti haciendo, da imaš vilo, ampak da tukaj nimaš, da si ti pripotoval iz neke države južne, da vlagaš v druge trgove. Skratka, da si poln denarja, da ti je jahta na farbanju in to, razumeš? Da ti farbaš nov mozak. To je ful dober. Potem reče enemu prijatelju, te ne parkrat pokliče, naj glumi mal ženski glas, kao da izpadeš tam, da si ti neki zajeban, kako bi rekel, pomemben, neki človek, ki ful nima časa, v bistvu, ki ful dela, nekaj pomemben. In oni so tako misli, tale je neki hud, tale neki moram biti. To ti je ful dober na svet. Potem, ko vidiš, da je ona zagrizla ribica, ko vidiš, da je plači večerjo, pa nima veze, koliko je. Nima veze, ker če ne boš plač, ona nima denarja s sabo. Ona ga sploh nima denarja in ona pričakuje. Če vidiš, da je ful naročila, ful skupo, vidiš, da v življenju nikoli ni jela tega. In je tako izkoristila tebe. Plači. In potem pelje v hotel. Id neki fancy hotel, malo tako bolj noter, a veš, svečke, šampanci, ružice in to. In potem je notval. In pol jo razvali. Ubi Boga v njoj. Stari moj, dej si duška celo noč, klepaj. A predtem ne 14 dni drkati, da ti boš imel zaloge, da boš pol lahko. In potem, ko ti to vidiš, da to ni pol kurca vredno, ker veš to, kakšna je ženska, ti njo, stari moj, odpelješ zjutraj, pustiš jo, ne vem, na pijaci ali kjerkoli si jo že najdu in greš. In vse skup vrneš in vržeš uno njeno odsistvo v smeti in nikoli več je ne pokličeš. To vam je en mali nasvet, kako upecati ženu hudu, sponzorušu tako žensko, ki je lagahna, v glavi smo rekli, ki se ne ceni in uživati v njenom plodu. Če se razdaja tako, zakaj pa ne bi tudi ti je vzel. Tako da, hvala za poslušanje. Čau. A drugič bomo nadaljevali, kako osvajati normalne ženske, ki so vredne pogovora, ki so vredne za druženje, vezu in ženbu, djecu in familijo. Hvala, čau.